Še posebej nas skrbi ta številka zato, ker je res trend oziroma potrjuje trend, ki gre samo navzdol. Na takšen način seveda nikoli ne bo možno tega sistema sanirati. Govorim sedaj kot predsednik sekcije za urgentno medicino pri Slovenskem kliničnem društvu. Bi samo sporočil, da še vedno čakamo na napovedane ukrepe, ki naj ta negativni trend zajezdijo. Predlagali smo že nekajkrat v zadnjih letih, da za začetek mogoče nekaj stimulacije specializantom, kakor so že pri drugih specializacijah. Predvsem pa je potreben jasen signal, da se bo sistem NMP začel urejati. Najhuje pa je, da seveda demografija ni ugodna, število pacientov, še posebej krhkih, sobolevnih, tisti, ki potrebujejo neko obravnavo, vse večje, delno priprta, zaprta so vrata tudi drugje po sistemu, se pravi je logično, da se število obiskov v urgentnih centrih samo povečuje. Plana B ni, da se razumemo, plan B se bo izvajal tekom te zime, ko bo spet pandemija respiratornih obolenj in bojo rešilci čakali pred urgentnim centrom. Čakamo na ukrepe, ki naj ta trend končno začel malo zaustavljati.